V galeriji Kurna razstavljajo trije umetniki: Jurij Kalan, Vladimir Leben in Miha Majes. Razstava z naslovom De gustibus et coloribus non est disputandum, oziroma, kakor bi rekli pravoverni Latinci, De gustibus et coloribus non disputandum est. O okusih in barvah se ne razpravlja. Ideja za samo razstavo se je porodila, ko sva se z Vladimirjem Lebenom pred kakšnim letom in pol začela pogovarjati o njegovi samostojni razstavi v teh prostorih. In ker že 15 let ni razstavljal tukaj, tako da se mi je zdelo mogoče, da je čas, da se pokaže njegova zadnja produkcija. Problem pri Lebnu je namreč ta, da on vso svojo produkcijo sproti proda in sva zelo hitro ugotovila, da pač z tem, kar bo naredil, ne bo mogel napolniti celotnega prostora te galerije. In sva začela razmišljati v kombinacijah, kdo bi bil še primeren oziroma s kom bi lahko razstavljal. In je prišla, najprej je padla ideja, da bi bil to Jurij Kalan. Meni se je zdela to izredno dobra ideja, ampak ker poznam tudi Kalana in ker Jurij tudi nima hiperprodukcije, sem vedel, da to še vedno ne bo zadostovalo za teh 300 kvadratov, ki jih imamo v galeriji. In potem je pač v nadaljnjem razmišljanju prišel v razmislek tudi Miha Majes. Meni se je zdela to, in to seveda z strani umetnikov, in to se mi je zdela izredno pogumna in zanimiv predlog. Namreč Miha Majes je imel lansko leto tukaj razstavo in se mi zdi, da je dosti v nekem svojem avtorskem jeziku nekoliko odstopa od ostalih dveh. Generacijski preskok je dosti velik in se mi je zdelo to zelo zanimiv predlog, predvsem zato, ker je to prišlo s strani ostalih dveh umetnikov. Tako da, ko smo imeli to skupino nekako zastavljeno, se je meni začel porajati ena ideja, oziroma spomnil sem se, da je pred leti v galeriji smo imeli eno razstavo, ki se je imenovala Wild at Heart, ki smo jo pač ene parkrat ponovili. Ampak v originalni postavitvi so bili Silvester Plotaj Siko, Aleksij Kobal in Jurij Kalan. In pravzaprav od teh divjih v srcu je pravzaprav ostal zdaj na tej razstavi Jurij Kalan, ki je na nek način ostal nekako s to divjostjo v srcu. Ta razstava ima dva zelo pomembna elementa. En element, ki se mi je zdel zanimiv in se je zgodil naknadno, se pravi, to ni bil namen te razstave, je, da je v razstavo se nekje pretihotaplja neka humorna nota, predvsem v obliki ironije ali pa samoironije, kar v slovenskem prostoru ali pa tudi likovnem prostoru ni ravno značilno ali pa ni nikoli najbolj sprejet, tako da se mi je zdelo to zelo dragocen moment, ki se je pač bolj po nesreči kakor namensko zgodil. Namreč jaz sem si želel že večkrat v pač mojem programskem urednikovanju te galerije, da bi naredil razstavo, ki bi imela neko podlago v humorju, v likovnem humorju. Problem je bil vedno ta, da vse razstave, ki so bile na to temo narejene, niso bile najbolj sprejete, oziroma vedno se mi je zdelo, da se je humor, da je bil sestavljen od zunaj znotraj, medtem ko pri tej razstavi se je pa ta humor zgodil na nek način od znotraj navzven. Tako da že sam naslov razstave, ki je povzet po naslovu ene slike Vladimirja Lebna z latinščino, mogoče ne čisto pravilno latinščino, deluje nekoliko ironično. In že nekako vpeljuje gledalca v razstavo skozi neko vprašanje, ne pa skozi neko resno trditev.
Tako da humor je bila ena izmed stvari, ki se mi zdi, da se je od znotraj ven v tej razstavi, v tej kompoziciji, v tej kombinaciji, v tem odnosu, medsebojnem odnosu, ki smo ga v procesu grajenja te razstave, namreč ideja je bila mogoče tudi najprej ta, da bi mogoče vsak sam razstavljal, ker so bile vse umetnine dost specifične, avtorske in različne, ampak potem bolj, ko smo pravzaprav iskali ključ za to razstavo, bolj je postalo mi jasno, da morajo se avtorji preplesti in da morajo ta dela stopiti v nek dialog ali pa polilog, v neko kakofonijo ena z drugim. In to se mi je zdelo potem ključ, po katerem smo potem začeli postavljati stvari v prostoru. Zdaj, vsi umetniki, kar je zanimivo, so slikarji, ampak na tej razstavi poleg slik razstavljajo tudi ali objekte, ali kipce, ali pa kakšne druge, kako bi rekel, prostorske slike. In se mi zdi, da ravno ta materialnost se na nek način nam je pomagala, da se je potem ta razstava v medsebojnem odnosu nekako zaokrožila in lepo povezala v neko zanimivo svojo celoto. In na nek način imam občutek, da je s to postavitvijo na nek način individualna umetnina nekoliko izgubila, ampak je pa pridobila, kako bi rekel, celotna razstava je postala neke vrste celostna povezana umetnina, ne. Druga stvar, ki se mi je zdela pa tudi izredno pomembna na tej razstavi, pa je, ker živim vsakodnevno z slovensko likovno produkcijo, sem opazil, da se je v razmišljanje, v občutenje, v življenja umetnikov, seveda jasno tudi celotne družbe, naselila neka vsesplošna apatija, ne. In ko sem videl vsa ta dela nabrana in tako postavljena, se mi je zdelo, da ta umetnost pravzaprav izpodriva malodušje, ki se je naselilo v ljudeh. In se mi je zdelo kot nek tak poseben moment in v nekem kontrapunktu z celotnim družbenim stanjem, v katerem pač danes bivamo, se mi je zdelo to en svetilnik ali pa en moment, ki se mi je zdelo, da je zelo dragocen. Namreč vsak umetnik ali pa vsak ustvarjalec, bom rekel, nekako pobegne v svoj svet, ne. Kakor je rekel Tomaž Šalamon, ne, da se valamo po lastnih nebesih, ne. Če tega ni, ne, v našem ustvarjanju, ko se mi zapremo v naše ateljeje, v naš svet, če ni tega užitka, ne, da pač pozabimo na čas, na okolico, ki je okoli nas, ampak da pravzaprav naše ustvarjanje, naša domišljija, naše misli in tako naprej nas hranijo in s tem uživamo, ne. Na tej razstavi se mi zdi prav, da se vidi ta užitek vseh treh ustvarjalcev, ki se zgodi v njihovi domišljiji, v njihovem svetu, ko pač ustvarjajo. Zdaj pa, če bi se samo še na nek način dotaknil vsakega posameznika na tej razstavi. Vladimir Leben, njegov princip ustvarjanja ali pa njegov način ga jaz tako doživljam ali pa tako ga razumem, da njega neka stvar neka iskrica mora pasti, da se vname. Naprimer v tem primeru so bile to pač brisače, ne, ko je dobil to idejo za brisače in jih je potem pač poslikal, ne. Se mi zdi, da je ta prvi moment, ki ga spodbudi k igri, k razmišljanju, k ustvarjanju. Potem ta drug moment je vedno ta družbeno-kritični moment, ki se zgodi, ne. Tle pač pogledamo na njegove naslove, kakor so pač slike lahko všečne ali pa igrive, se dotikajo dosti problematičnih vsebin. In tretji moment, ki pa vse skupaj to nadgradi, je pa njegova
risarska ali pa slikarska spretnost oziroma tehnika, kjer je pač izjemen risar, izjemen slikar in potem, kako bi rekel, to vsebino in to domišljijo nadgradi z samo formo, ki je pač tako osupljivo dobra in osupljivo natančna in zaradi tega se pač ni čudno, da se pač ljudje tako radi odzivamo na njegova dela. Pri Juriju Kalanu jaz ga spremljam že kar daljše obdobje, pa opažam neko spremembo v njegovem slikarstvu in sicer, da je prej se mi zdi, da se je vedno na nek način zatekal ali pa bil je zelo dosleden v čim bolj natančnem, nekem realističnem pristopu, se pravi, da je nek, ne bom rekel hiperrealizem, ampak vsebinski realizem, se pravi, on jemlje stvari iz svojega življenja, iz svoje okolice, iz dogodkov, na katerih je ponavadi on sam prisoten, to potem ovekoveči oziroma shrani v fotografiji ali na telefon ali pa na kamero. In to je na nek način podlaga, ki mu potem služi za njegovo pač delo, določene slike, ki se ga dotaknejo, ki so mu zanimive, jih potem odloži, da jih bo pač spremenil ali pa preoblikoval v sliko ali pa v likovno delo po eni strani. In tle se začne po moje pri njemu ta moment, ki je pa pomemben zaradi tega, ker je zdaj se spremenil v dveh segmentih. Ena stvar je ta, da poskuša z bolj prosto potezo oblikovati isti občutek, se pravi, kot ga je prej, z nekim dodelanim realizmom, je zdaj, kako bi rekel, ta nedodelanost, ta svobodna poteza je bolj izrazita. Druga stvar je, da je začel podaljševati osebe, prej jih je delal kakor da bi jih posnel z ribjim očesom, s kamero. Zdaj seveda tudi še nekoliko, ampak zdaj se mi zdi, da so te rekurzi in pa mogoče tudi te razpotegnjene figure so se nekoliko spremenile. Tako da to sta dve stvari, ki sta se spremenile. Istočasno je pa na razstavi so tudi te njegovi kipci oziroma lesene figurice, kjer je samo polovica te lesene figurice dokončana, druga polovica je pa samo pač narisana, se pravi, tako kot je bila skica. Se pravi, vidi se, da v njegovem procesu, tako kot je pri slikarstvu, se pravi, mu ni več to hiperrealistično zagotavljanje tistega posnetka, ki ga je naredil, več dovolj, ampak ga je začel zanimati več svobodne poteze in kako pravzaprav z manj sredstvi doseči čim večji učinek. Tako da to se mi zdi, da je pač nek nov način v njegovem slikarskem oziroma pravzaprav likovnem pristopu. In na koncu, kar se tiče ustvarjanja Mihe Majsa, ki je mogoče zanimiv iz večjih aspektov, se mi zdi, da je po eni strani njegovo slikarstvo se očitno razvija in napreduje, ampak tam, kjer je on bil najbolj zanimiv ali pa drugačen od vseh ustvarjalcev, mislim tudi za slovenski prostor ali pa širši, so predvsem ti njegovi objekti. Ne morem iti mimo tega občutka, da je bil na Erasmusu na Breri v Milanu in da ga je pač tam, so ga ti profesorji tudi tam nekako inspirirali in v eni smeri v Arte Povero in pa seveda moda in pa potrošništvo je bilo zelo pač prisotno in pomembno za njegovo ustvarjanje. Kjer pač naredi neke svoje domišljijske spake, ki imajo oči in nas gledajo nazaj. Obrne pogled proti nam, potrošniku. Človeštvo je ustvarilo že toliko produktov, da so čeprav novi in nerabljeni, že v osnovi smeti in te smeti so v njegovi domišljiji dobile obliko
in so povezane v nenavadne objekte, ki imajo vsaj eno oko ali pač obliko nekega nepopolnega, nedokončanega stvora, ki nas gleda nazaj. Še se mi zdi, da samo še ena umetna inteligenca manjka, da bi jih oživila in mislim, da je to mogoče, da bi te stvari mogoče lahko izgledale kot umetna inteligenca na začetku svoje poti. Lahko rečem, da je bila pač ta razstava od začetka do konca postavljena en zanimiv eksperiment. To je bil eksperiment idej, pa predlogov, pa pač oblikovanje medlikovnega dialoga, ne, in pač aktivne in kolektivne udeležbe vseh nas ustvarjalcev, ki smo bili del tega procesa, ne, se pravi mešanje enega sladkega humorja z nekim kislim družbenim kontekstom v ozadju. In kar je nastalo, je nekakšna marmelada, ne, zmešanost idej, barv, okusov, ne. Tako da to je taka marmelada, ki se nikoli ne naveličaš in je nikoli nimaš dovolj, ne. Tako da na tej razstavi je užitek dovoljen. In o okusih in barvah se bomo pa pogovarjali drugič.